Slovenija postaja prepoznavna turistična destinacija, kar terja temeljite priprave, se vse kaže, da se bo dinamika povečanja turistov v Sloveniji nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Kje so naši skriti potenciali in kako se bomo lotili izzivov, je zapisano v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 do 2021, ki zajema tudi problematiko kadrov, saj teh v Sloveniji zelo primanjkuje. Kritično je to, da pravzaprav je neka stigmatizacija gostinskega dela, fama o tem, da so pogoji težki. Res, da pogoji niso enostavni, dela se v specifičnih urnikih, ponoči, sobote, nedelje, prazniki, plače so večinoma na minimalci, ampak tudi delodajalci pravzaprav ne znajo skomunicirati, da obstaja še en del prihodkov in ta del prihodkov je iz napitnin. Tako da, če bi zdaj sešteli en in drugi prihodek, pridemo na nek način na malo boljšo plačo, ki pa seveda z dane razmere ni dobra. Vsekakor je turizem izjemno pomembna dejavnost za Slovenijo, zato bi morali kadre začeti vzgajati že v šolah in tako poklic narediti spet zanimiv. Vsi skupaj se moramo vpeti v ta izziv in prikazati mladim ljudem potencial, ki ga nosi turizem v sebi. Zanimivo je tudi to, da Maribor kljub vsem svojim naravnim bogastvom in odlični legi v turistični ponudbi še vedno caplja za ostalim delom države. In se mi zdi, da je Maribor v preteklosti premalo investiral v turistično infrastrukturo, v marketing in nasplošno v razvoj mesta. Imeli ste neke politične pripetije, ki so bile nedopustne, celo varnostne probleme ste imeli in to vse reflektira dejstvo, da niste na svetovnem turističnem zemljevidu. Hotelirji posamični v mestu se sigurno trudijo, poznam jih, dobri so, dobro delajo svoj posel, pa vendar, če destinacija jih ne posluša, če destinacija se ne razvija, je nemogoče ustvarjati višjo dodano vrednost. Direktorica Dobe, ki je sodelovala pri organizaciji prvega silvestrovanja na prostem v Sloveniji, trdi, da je ključ dobre turistične ponudbe predvsem v povezovanju. In že takrat smo mi po prvem, jaz žal potem nisem več sodelovala pri tem, po prvem silvestrovanju, ko smo mi to analizirali, smo ocenili, da se mora silvestrovanje razširiti na več trgov in takrat naš predlog je bil, da bi morali silvestrovanje potekati na glavnem trgu, na Grajskem trgu in na Trgu Svobode, se pravi, da bi to bilo gibanje in ljudje bi hodili od enega prizorišča do drugega, kjer bi bila različna tudi ponudba, tudi gostinska in kulturna in bi s tem privabili mi tudi tujce in bi prihajali k nam pogledati, kako, ampak žal so se pač tiste želje ustavile in meni je tega zelo žal. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na Štajersko prestolnico kljub vsemu gledajo optimistično. Tako da potrebno je po moje sodelovanje, absolutno več sodelovanja, napisati vizijo, kakšne so priložnosti, možnosti, seveda gre za dolgoročne vizije in jim potem tudi slediti. Ampak, kot so rekla na začetku, ni nekega argumenta, zakaj turizem v Mariboru ne bi bil zgodba o uspehu. Prav tako Zavod za turizem Maribor Pohorje v zadnjem letu beleži porast nočitev. Torej, z veseljem se bomo v letošnjem letu lahko pohvalili, da bo destinacija Maribor Pohorje beležila več kot 400 tisoč nočitev. Do pol milijona nas še nekaj loči, ampak bomo delali v tej smeri, da bomo dosegli tudi to. Sicer pa so se sogovorniki včerajšnje okrogle mize na temo razvoja kadrov v turizmu in o pomenu učinkovitega menedžmenta na področju turizma strinjali, da je ponudba slovenskega turizma preveč razdrobljena in njena dodatna vrednost prenizka. Slovenijo bi morali ponujati kot enotno turistično destinacijo, znotraj katere so 4 makrodestinacije. Maribor so na ministrstvu prepoznali kot alpsko Slovenijo, četudi generalna sekretarka poudarja, da ima celotna Štajerska dovolj potenciala, da se turistično predstavi kot samostojna regija.